To je za imidž, v bistvu. Da sva pripravljena na čez leti. Zakaj pa nimaš BIM pa gori nalepke na računalniku? Prevelika je. Pa da je manjše, ne? Delati. Ja, to sem razmišljal dejansko. Ampak... Ti vedno nekaj lepiš, ga res nikoli ne lepim nič gor. Ja, pa zdaj nisem imel zadnje 2. Nisem imel nič nalepljen, ampak ta je pa tak dober v bistvu, da je... Okay. Razumem, zakaj imaš. Da je nujno. Kaj? Ja, novi BIM pogovori, zdaj sem pozabil sem pogledati, kje je številka. Pozdravljeni v studiu BIM pogovori. Bom pa res, zato da smo natančne 158 oddaja in Rob je imel idejo, da postavimo večkrat bolj... Kaj je sproščeno? Poletno, mislim, sproščene so zmeri. Mogoče za temo včasih ne najbolj take sproščene, pa, ampak v bistvu mi smo pa bolj manj sproščeni tukaj. No. Tako da to je tudi v opisu podcasta, ne? Da smo sproščeno pogovarjamo. Ne? Ja, ker je bilo blazno veliko idej, v bistvu, o čem bomo sploh govorili danes. Ful. Ja, danes ne, pa da imam par zadnjih samo obdelati. Zdaj na zadnje sem imela eno gostjo. Ja. Na zadnje je bila gostja Anja. Ki se je pritožila, da si ni bila všeč, tako da moraš še enkrat priti. To je zdaj poziv, da še enkrat pride. Ja, tako začnejo ti gosti, v bistvu. Ja, pa ni bilo tisto v redu, nisem dobro povedal. Pa... V bistvu je bilo pa super. Ja. Pa tudi, a si dobil kak odziv? Ne. Ja, vse blazno zanima, kako bo njena tema, kakšni bodo rezultati. Resno to ali me zafrkaš? Ne, hecam se. Jaz ne vem sam, kako to do mene pride, v bistvu očitno sem čist. Jaz to, kar nihče ne napiše komentarjev. Ja, točno to. Zdaj se ne vem, mogoče jih piše, pa jaz ne berem, ne? To je bilo čist možno tudi. Ampak to ti edini vidiš, če so komentarji. Jaz bi mogel iti gledati na vsako oddajo posebej. No, pa v bistvu YouTube... nekdo poskusi napisati komentar, da vidimo, če dela. Če dela. Pa ne, na YouTube je pa v bistvu tako, ti zmeraj forwardirajo takoj. Če si komentar. Ja, takoj, kakšno summary naredijo. Pa si mail pogledal. Dobro vprašanje. Robi, no, skratka, daj povej res. Ne, kaj? Je bilo res? Ne, res so komentarji, da jih zanima. En komentar je bil, ne bom povedal od koga, da če to res zna narediti, kar je rekla. Ja, to umetna inteligenca. Mislim, da je zdaj tole ste pa tukaj se mi zdi kar naštudirali. Ne, mislim, Anja je strokovnjakinja, jaz sem zraven. No, daj. Poskušamo v več smerih, pa bomo videli, kaj bo. Zdaj, če pa kdo pričakuje, da bo umetni inteligenci rekel, ne mu nekaj naredi, pa bo ne bo skoordinira projekt, ne? Ja, pa bo točno to, kar želi. Ne, to, da mi ne znamo, to nihče ne zna. Tisko reče, ne. Ja, samo v bistvu, ampak to je, se mi zdi se mi zdi tudi pri doktoratih, se mi zdi, da še posebej pri doktoratih. Da te stvari, ki se naredijo, pa so načeloma znanstveno v bistvu sprejemljive, v bistvu, če ne že super, ne. Se mi zdi pa, da ne znamo tega na koncu narediti toliko daleč, da bi bilo to ne takoj prenosljivo v prakso, ampak vsaj, da bi bil jasna pot, kako to spraviti v prakso, ne. Ja, razen morda taka pri Lukatu, ki je imel v bistvu pač tole generativno načrtovanje. To se mi zdi, da je to recimo že tak mainstream v bistvu. Luka je ravno zadev tisto točko oziroma terminsko se mu je uskladil s tem, kar se dogaja, pa kakor je tudi razvoj šel, ne. Pa tudi v redu je imel študijo primera, ker je dejansko bilo pokazano, kakšne so prednosti.
In zdaj to generativno načrtovanje, pač, ne bom rekel, da je mainstream, ampak se kar uporablja. No? Se kar uporablja, sicer ne za take zahtevne naloge, kot so se reševali takrat, ampak tako za kakšne manjše obsegu pa. Ne? Zdaj za večino ostalih tehnologij pa mislim, jaz ne vem, če je naša vloga ali pa naloga, da mi zdaj to pripeljemo, da bo lahko industrija uporabljala, bolj je to znanje, da se prenaša, kaj je možno. Ne? No, Zdaj pa, ne vem, čisto en primer, ravno nek članek pripravljamo, ne, in uredništvo zahteva, da bi mi oddali kodo, ne, programsko kodo. Ne moreš oddati te programske kode, zato ker to je vse razsuto na 100 koncev. To ni tako, da je bilo pripravljeno, da boš nekomu dal. Ne. Pa to resno, ali ni to malo? Ne, resno, se to je ravno to še Luka, kar je počel. Ne. Ja, in oni bi želeli pač kodo. Ne. Ja, pojave. Ja. Ne. In ne vem, če je to ravno namen, da pač daš pol kodo. Ja, ne daš, pa tudi če bi dal kodo, je zelo malo ljudi, ko bi to usposobili. A veš, to je vmes programska oprema, pa licenčna programska oprema, pa neke druge stvari kličeš, ki jih ti ne moreš dati zraven, pa so v verzijah težave, pa v bistvu v tej akademski sferi ti rešuješ nek specifičen problem, ni zdaj tvoje, da boš vse probleme rešil. Ne samo, da dokažeš, da je pač izvedljivo. Tako, da je nekaj izvedljivo, na kak način je izvedljivo, pa tako naprej. Tudi jaz ne vem, če bi se strinjal, da mi pol se ostavimo, pričakuje se, da bodo tisti, ki končajo, to pol prenesli v svoje delo, pa mogoče pol oni naprej razvili. A veš, bo tako, ne? No, vse nisem mislil, da je v bistvu bolj manj zapakiraš pa prodaš pa, ne. Ampak saj lahko bi tudi. Lahko bi če bi kdo kupil. Ja. Kak naj sponzor. Ja, naj. Ja. Tako da je, no. Ampak je pa v bistvu, no, če se vrnemo nazaj na tisto umetno inteligenco, se mi zdi, da je to trenutno res toliko pomembna tema, ne samo v gradbeništvu, ampak na splošno, ne, da bi bilo kar, mislim, škoda ali pa čudno, če bi to priložnost spustili, ne? Da se naredi en ali pa tudi več takšnih doktoratov, v bistvu, ne? Ki so lahko dopolnjujejo in tako naprej. En ne more vsega tega rešiti. No, v bistvu. Mislim, treba enkrat pošteno povedati, da pri umetni inteligenci pa tej njeni uporabi se je en čist drug set težav pojavil. Ne? Mislim, čist neke druge težave, o kateri prej ni bilo nekaj govora. Ne? Mislim, varnost pa zasebnost podatkov. To pač večini ljudi se zdi to brez veze, pa ni brez veze. Ne? Zato, ker v celem tem delotoku samo nekoga najdeš, ki se ne strinja, da se njegovi podatki noter pojavijo in je konc. Lahko spraviš. Lahko spraviš, pa greš domov. Greš na Slovensko, pošlješ firmo v stečaj, pa drugo ustanoviš. Mislim, to so težave, ki se jih ljudje ne zavedajo. Ne? Vsi ti GPT, pa vse ti API, pa vse, kar se zdaj uporablja, ne, to je super. Jaz sam vedno rečem, vi mi pokažite, kje so vaši podatki, ne, kam so zašli. Sem to povejte. Ne. No in pa je tudi to, s čimer se Anja ukvarja, recimo predobdelava podatkov, da ti v bistvu preden podatke uporabiš, ti že tako obdelaš, da se ne da ugotoviti, za kaj gre. Pa še to v Sloveniji, mislim, koliko pa je projektov, ki trajajo 10 let, pa so vredni ne vem koliko milijonov, 100 in neki. Tako je ugotoviš, ne. Tako da ja, umetna inteligenca super, ampak da se bomo mi še neko, kako se že to pravi, fine tuning, kako smo pravili? Ja, to, Anja. Prilagajanje modelov, prilagajanje, mislim, da, ali pa eno doučitev, ne vem, kako se že pravi, mislim, da prilagajanje. Kako se bomo mi šli fine tuning, če nimaš nobenih podatkov? Ja, no, sej, zdaj, če poznate ta projekt slovenski, kjer gradijo slovenski GPT, ne, ta LLM, slovenski LLM, in prosijo po vseh medijih, da bi jim ljudje dali vire, da bi bilo to uporabno. Ne? Super, ne? Ok, mi se tega ne moramo iti. Da se grejo mi nek rak ali pa oziroma neko, da ti spremeniš obstoječe modele na tak način, da bodo na tvoji podatki delali. Mogoče sem spet je tukaj, ne, treba balansirati, kaj si ti pripravljen dati javno in kaj ne. In to je en tak, se pravi, to je en tak set čist nekih drugih kompetenc, ko jih zaenkrat mi nimamo. Ne. Mislim, ne mi, gradbeništvo se tega ne zaveda. Ne. In recimo tudi že pri varnosti se začne, mislim,
A si predstavljaš, da imaš ti vse v nekem privatnem LLM-ju, pa nekdo dobi dostop do tega? Se lahko vse takoj dobi. Veš? No, itak. Kakaj je vaš RVC v tem projektu? Ja, v redu, ne. Upaš sam, da si izmislil. To. Tako da, ja, no, pa še ena tema, ki pa meni ful ljuba, to je pa to digitalno zaupanje. Ne? Kako boš ti temu verjel? Kako boš čemorkoli verjel, kar dobiš nazaj? In tisto reče, za zelo velik task je vse. Ne, ni vse. Ne, ni vse, ampak v bistvu ampak vse na splošno z vsem tem tako, ne? Sej, a veš, to je tako približno kot če že tiste, kar si Marbijanja delala, lahko nadomesti ali pa je del ene take ekipe v bistvu, ne? Kako pa pač enemu človeku zaupaš? A veš, Do tistega človeka lahko vse en greš, pa... to je, mislim, absolutno je drugačne, pa lahko odpustiš konc koncev, ne? Pa do njega imaš nek pogodben odnos, ali pa nekaj imaš, ne? Mene zanima, če je kdo med vami prebral droben tisk od teh LLM-jev. Kje? A je kdo prebral? Še onga licencem Ben je prebral, no. Recimo. Pa je krajš, najbolj. Pa recimo, ne, pa to se začne že mnogo prej. Zdaj vsi uporabljajo pač to programsko opremo, ki vam samodejno računa, ne, pa Abacus, pa razne OpenSys, pa ne vem, kaj vse uporabljajo, ne, da v Revitih pa tako naprej sploh ne razlagamo. Če kdo še te pogoje prebral, to ni nobena odgovornost. Seveda, da nimajo. Čisto nobena odgovornost. Se pravi, če boste vi oddali nek projekt, kjer bo noter neka napaka zaradi programske opreme, oni so se odvezali odgovornosti, vi ste krivi, ne? Ja, ampak to je bilo zmeri tako. Vem, ampak hočem reči, tukaj pri LLM je povsem jasno, ja, vse mi bo on napisal. Ja. Mislim, ne bo, ne, pa se pa noter take neumnosti dogajajo, to sem tudi slišal od enega kolega, da so dobili neko ponudbo in je bilo noter čist neki drug produkt, ko ga ponujajo. A veš, tako. Ne, to je nekdo napisal v ChatGPT, je napisal, pripravi mi ponudbo za ne vem kaj, in on je nekaj drugo vrnil, ta pa sploh ni prebral, pa sem copy-paste. Mislim, ne. Ja, lej. Tle v bistvu, veš, Moon Software recimo za računanje, za projektiranje splošno ima zgodovino tam iz 70 let v bistvu, ne. In to je... Pa upaj, da so vse napake da so recimo, da so vsaj tiste najbolj očitne napake so že odpravili, ne. Zdaj, napake se zgodijo običajno zato, ker so podatki napačni v bistvu, ne. Zdaj ti pa tle na umetni inteligenci v bistvu to zadnjih, ne vem, koliko let. 3, ne, umetna inteligenca zelo... No, mislim, umetna inteligenca iz 60 let, recimo. LLM je recimo to je prva, po moje prva stvar, ki se je kdo spomnil, v bistvu zdaj bojo pa računalniki, kaj enkrat imel računalnik več kot kartico, ne, zdaj bojo pa računalniki, da namestili vse ljudi. Veš, kaj se zdaj spomnim? Se spomniš zdaj, ko je poletna epizoda filma Poletje v Školjki? Ja, itak, ja. Ko se z računalnikom pogovarja. To mi smo bili ful pred časom v Sloveniji. To je noro. Pa to je tisti film Poletje v Školjki tam, po moje 80 let. Noro. Ja, to... A vidite, kakšne reference imamo tukaj? Ne, no, ampak resno pravim. Recimo, kaj me je šokiralo, bil sem v komisiji za zagovor enega študenta, ki je nekaj projektiral in je uporabljal program, se ne bom spomnil točno, kjer ga je uporabljal, ampak projektiranje, Sofistik, projektiruje v 3D, ne, se pravi, Sofistik pripravi potrebno maturo in nekaj vse. No in je nekdo iz komisije ga vprašal, kako se to včasih dela. In ni vedel. Ja, ma ti veš, ali kaj? Jaz vem, pač naredil si karakteristične prereze, kritične prereze si šel preverjati, ne. Pač prerezal si v 2 smereh konstrukcijo, pa upal, da si zadev najbolj kritičen prerez, ne. Zakaj si mogel nekaj vedeti, kaj se pa zdaj naredi, pač vse noter vržejo, pa temu slepo verjamejo, ne. In nas so učili na fakulteti, da moraš ti vsaj oceniti na roke, da si velikostni razred zadaneš. To nič več ne delajo, ne.
Že pri tem, kaj še lepo pri takih stvareh kot je LLM, ker je pa ta vstopni prag, da dobiš nek rezultat, je še lažji. Jaz si prav predstavljam, da kdo noter napiš mi moment v prostor ležečem nosilcu dolžine 8 metrov, pa obtežbe take. Pa dober, pa se narediš kvadrat osminče, neč druga, pa vidiš, če je tam približen. To ne vem, kdaj smo govorili to? Pa ponovadi kakšna taka v bistvu, da mislim, če se mi zdi računalništvo ali pa informatika težka, pa se mi tam nekaj, mislim, res se dejansko igramo z nekim Pythonom, mislim, res nič ne delamo, ne? Igramo se, pa upamo, da bo ga toliko zanima, da bo kaj pametnega naredil. Ne, ampak pa se jim zdi tisto težko, ne? Ja. A po drugi strani, v bistvu, ko pridem predavalnico, tam so cele table napisane v bistvu nekih izpeljav, pa nekih trojnih integralov, pa gor in dol v bistvu, ne. Sicer jih vprašam v bistvu, a kdo ti, pač razumete vi tole, ne, pa se sam smejijo, ne, v bistvu rečem, ne. Ampak sem rekel, a veš, na koncu dejansko vse lahko prevedeš tako en kvadrat osmin. Skor. Mislim, vse s tem lahko zračunaš, ne, ampak fora je tem, ker jim to rečemo v bistvu, pa še to ne vejo. Še te formule ne vejo. Gremo nazaj na digitalizacijo. No, gremo nazaj na digitalizacijo. Študenti ne vejo, kaj je C-disk. To je itak. Pa kako to je itak? Mislim, kako? Mislim, tam, kjer sem bil najbolj šokiran, pač že po par iteracijah, ko res mi ni bilo jasno, kje je kratek stik, ko se ne razumeva. Vprašam pa, a vi veste, kje imate datoteko? Ja, tam. Ja, kje? Ja, v dokumentih. No, Robi, ampak lej, ravno prav si tole načel, ne zadeva, ker sem začel pisati knjigo, ne? Okay. To je zdaj na video. Mogoče bo pa vsem bolj konc septembra, pa kot konc avgusta, no. Ampak vsaj, to je tisti velikostni razred. Prosim, da vsi v komentar napišete Matevž konec avgusta. Lotil sem se dejansko zdaj poglavja, ki bo samo, najbolj osnovne stvari za to, da bo nekdo lahko command line uporabil. Kaj je command line? No, mislim, da vsaj lahko tisto odpre, pa da pride na to pravo področje, pa da tam napiše Python, pa neka Python datoteka. Ja. Ampak fora je tem, da njim ni jasno, v bistvu, da ko oni gledajo, pa jim to pač tam kažem, ne, da oni, ko gledajo skozi tisto načeloma črn oken, ne, pa se tam nekaj premikamo levo, desno, da tisto, kar vidijo, dejansko tisto, kar tudi vidiš v Explorerju noter. In ne vidijo te po en dan pa tako eno zraven druga, a to so te iste datoteke, ki so tle. Aha. A veš? No, letos sem imel Erasmus študente in ker nismo imeli računalniške učilnice, sem jim dal za nalogo, pazite, to je naloga na prvi stopnji študija, ne, da si morajo do naslednje ure namestiti program Navisworks. Robi, da. In kaj to pomeni, da Robi to kruto, veste. Na Autodeskovo spletno stran moraš se prijaviti kot študent, potem moraš pa prenesti k sebi program in ga namestiti na svoj računalnik, Navisworks, ne. Kaj misliš, koliko jih je namestil? Bilo je 8 Erasmus študentov. Najbrž je eden bil, ne? Ne, 0. Niti eden. In to je bilo od tega, da jim ni uspelo, da nimajo dovolj prostora na računalniku, da en Navisworks. Pa kdo je nas vprašal, ali imaš program ali ne? Mogo si imeti narejen. In meni je to tako, če so to, mislim, tukaj se pogovarjamo o digitalizaciji, pa bibu, pa kaj vse bomo avtomatizirali, pa tak naprej. Dajmo začeti pri osnovah. Ne, v bistvu dejansko se bo treba vrniti na popolne osnove. Tako kot smo recimo mi prišli na faks, pa so te začeli, ne vem, bolj manj drilati v bistvu za delo z računalnikom, ne? Tle, mislim, se mi zdi, da samo v bistvu je ta ena neskončno velika razlika ratala med tistimi 10%, ki to obvladajo v bistvu, ne? Po unih 90% pa to ni v bistvu tako malo po Gaussu razdeljene, ampak so vsi tam na unmo koncu, ker nič ne znajo. Zdaj imaš pa tak preskok, vmes je pa popolna praznina. In zdaj ne veš, v bistvu, kaj bo s temi 10% delal, ne? Ker je uni 90. Ja, ker uni 90 moraš tudi spraviti, ne? V bistvu nekaj, da bojo vse vedeli, ne? Z unimi
v bistvu kaj jim daš delati. Ne vem, Jarke kopati. posebej seminarskem, ker napišeš ceno noter, pa pejte tam. Ne. Mislim, to itak da ne, ampak Mislim, to so zdaj čisto organsko prišla do te debate, ker je težava. Ne? In potem slišiš, jaz slišim od kolegov, kaj jim to pošiljamo na gradbišče, ne? Da ne znajo uporabljati Excela. ne. Pa tle traumiramo, mislim, cel semester samo tem. Ja, v bistvu ne. Ja, odvisen kjer je. OG, Ja, OG VSŠ cel semester sam semester praktično. cel. To drilajo tam. Zdaj, Uni pa pač predvidevaš, da bo nekaj znali, pa je to malo manj teh vsebin, ampak težko je, ne? Pa v bistvu sploh ne razumem, pa ta koncept zvezka, pa lista, pa relativnih To je referenc, pa res, absolutnih, mislim, pa. za 10 minut razlage, vse kar rabiš. Ja, no. meni se tudi zdelo, pa očitno ne. Ne, saj ni, mislim, je 10 minut razlage, pa rabiš pa 20 Prakso. ur prakse. Tako. Zato, da narediš enih par takšnih primerov, kjer moš to dejansko uporabiti. Ampak to sam, ne znam, da se pa sam prepisuješ. Ne? Kar pomeni, da rabiš nek problem, ki ga boš rešil. Ja, saj. Ampak, Robi, po mojem si bil tudi ti tisti, ki si naprogramiral, ne vem, v Excelu za vse tipične nosilce ali kaj podobnega, ali pa to že obstajalo. No? Ne, gremo nazaj. Jaz sem programiral kalkulator. Jaz sem imel Texas Instruments T82, to je en, ko ga tu sploh ni bilo. Iz Amerike je prišel, kupil sem rabljenega. In prva stvar, ko sem si naprogramiral za masivne konstrukcije, da sem imel kontrole. No, jaz sem tudi. A si predstavljate, zdaj študenti, kdo od vas je šel programirati kalkulator? Zdaj bi na telefonu poskušal ChatGPT vprašati. Ja, Jaz sem imel naprogramiran tako, da mi je po korakih kontrole delal, da sem vedel, če bom naredil izpit ali ne. Jaz vem, da sem končne elemente naprogramiral na momo Packardu v bistvu, ki je bil tako si odprl, pa je imel tle prav resno tipkovnico v bistvu. Ne? To ne vem. Fulan. Jaz nisem imel denarja za tistega. Ja. No, ampak kar hočem reči je, pač, če te zanima, si se naučil, zdaj se mi pa zdi, da ne vem, no, pa kdo je kdaj računalnik razdelil. Zdaj vsi kupujejo prenosnike, jaz smo sestavljali na mizne računalnike, itak da veš vse, kaj je noter. Ne, Ne, v bistvu je problem, ker se pogovarjate tako, no. Ja. Da je o spominu, pa v bistvu pol niti ne veš, kjer spomin Tako, misli. ne. On spomin misli v bistvu tisti disk načeloma, ne? Reče pa spomin. Mislim, to je dejansko postalo Mislim, kar problem. No. No, to je resen problem, veste. Ne? Ja. In zdaj se pogovarjati o digitalizaciji v redu, sam ne. Mogoče en korak nazaj stopiti pa začeti pri teh osnovah. Ne. Ampak kar mene moti je to, da sem opazil tudi izkušeni gradbeniki, izkušeni inženirji, nadzorniki, pa to ne vejo tega več. Ja, ne. In ne, jaz Dalog se ne bi uporabljal prek telefona, razen za nekaj na hitro na gradbišču pogledati, nikoli. Jaz bi imel aplikacijo, a veš, hitreje ti dela vse, ne. To pa če ni na tablici, pol ne dela. A veš, tako. To je ful problem, ti oblaki, daš nekaj datoteko, pa ne veš, kje je, ja, tam gor je. Ja, ni, ne, mislim. Ja, ne. V Dalog primeru je res tam nekaj gor. No, recimo en tipičen primer, ne. Dalog imaš aplikacijo na tablici, ne, in pa nekomu rečeš, pošlji mi datoteko. Boš. Ja, ne da se. Ne da se. Res, to se ne da se. Ja, se res ne da? Seveda se da. Pač downloadaš še dol, ampak pa moraš najti na tablici, pa tisto poslati na mail, ne. Ja. Pa se ne smeš na mailu pošiljati. Dobro. Zdaj me je dobo, ne. Ta je dobra. Ampak ja, no, recimo take stvari. Ne vem, no, ampak dej, da bomo bolj strukturirani. Ja, da to ne bo strukturirana. Ne bova. Danes smo imela ful ideje, ne, kam govorila, kar pomeni, da so rekli ChatGPT-ju in so rekli, ne, nam da 5 tem, ko bi se jih v poletni epizodi enega podcasta o BIM-u pa digitalizaciji. Robi je programiral tisto vrstico. Ja, sem programiral on the fly. No in so dobila 5 tem, od tega so 3 brezvezne. Ne, 4 so že obdelala, zdaj ne. Ne, ampak moramo iti skozi, tako da bova sistematična kot vedno. Okay. Ja. No in prvo je dal temo BIM v praksi, kako se teorija pretvarja v resnično gradnjo na terenu. To je v bistvu ful dobro. Ne, to
res, to sem pa včeraj razmišljal. Ja. Ampak čist praktično, v bistvu zdaj tam na koncu Lovške, delajo tam, ki je odsep za avtocesto dol na Gorenjsko, je vse podrt, v bistvu tam prenavljajo, ne vem, nove izvozi, levo, desno, skratka, In potem sem jaz pač moral kaj do Medvod priti, pa grem pač ponovati tle v eno smer, grem tle Počmar na goro, ko imam tam od zadaj Počmar na goro nekaj odložiti, potem pa čez Medvoda pa nazaj, pa se tam pelem. In spet pridem na ta konc in zdaj gledam tisto, kako se, mislim, vse podrt, vse delajo neki, pol tam ne vem, vrši očitno nadzor, hod v bistvu z unim metrom okoli, pa tam nekaj pomeril, pa si nekaj zapisal. 3 delavci so tam neke višine določali, v bistvu valjda to tako na roke, pa tako malo pogledali. Sem rekel, pešo, kam je tam neka digitalizacija, pa gor in dol, na konc pa prideš, pa on delavc lepo pač nek T, pa pak, pa višino določ. To je to. Kako se temu reče? Ne vem, kako je to. Ne vem. Maj težko, kako se temu reče. Ne vem, res. Križi so, križi. S križi Dobar, se nivelira. No, Ja, no. taki T leseni. Zdaj, Ja, no. kdo ve, zakaj se to uporablja? No, jaz sem videl zadnjič. Za vsake robnike polagati, Ja, za no, saj vsako vem, cesto. jasno, no. Ampak, veš, to, mislim, kako boš to drugače delal? Zato je saj meni nisem. smešen, pa dobimo vprašanje, novinarsko vprašanje, kako je s samovozečimi vozili v gradbeništvu. Kako? Ja, obstajajo. Ne? A obstajajo v Sloveniji? Ne. Mislim, ja, obstajajo, kakem kamnolomu, mogoče, ko ni nobenega okrog, da bi ga lahko povozil. Mislim, ne? Jaz se spomnim, moj oče je delal na greder, ne, za ceste. In spomnim, to je bilo 25 let nazaj, so kupili nov greder, ki je omogočil avtomatsko prilagajanje višine, ne, se pravi niveliranje. To je pomenilo, da je prišel geodet na traso in je mogel zakoličiti celotno traso, vse višine pa se je mogel zakoličiti in to na milimeter natančno, in pa so potegnili neko žico in pa je ta greder šel po tej žici, je imel nek senzor in je samo uravnaval desko, da ni bilo treba nič popravljati. Kolikrat misliš, da so to naredili? Ne bi se enkrat probal, Enkrat so probali, drugič so mogoče še Pa še- z inercijo so še enkrat še enkrat so potegnili. poskusili, pa nikoli več, pa so bili pa spet križi. Pa niti ne križi, tam so bili koli z višinami, ko si špago čez potegnil, pa si pol meril, koliko pa kaj, ne. 25 let nazaj, pa zdaj ne vem, kako delajo. Zdaj sem slišal, da imajo neke nove sisteme, da neki na GPS, pa GSM, pa neki, da pol ful bolj natančen, ampak spet, pa greš pa nekam, ne vem, v Zgornjo Savinjsko, ko signal vidijo vsak ponedeljek ob 9, a ne. In kako boš tam delal? Pač ne boš, ne. In zato je tako, ja, dajmo, pač, ok, super, BIM za velike projekte odlično, vodenje projektov brez tega najbrž ne bo več šlo, ne. Sam imamo pa tudi neko zdravo mero, ne vem, zdrav pristop k vsemu. Ja, koliko delaš tole nekaj zautomatizirati, pa digitalizirati. Mislim, jaz si predstavljam, da je ful fajn videti 3D model hiše, nek BIM model hiše, pa delati ven vizualizacije, pa to. Sam to pričakovati, da bo nekdo naredil, pa da bo statičen model postavljal v 3D za neko hišo. Ne bo, ker vas bo tiste mreže dražje stale, da te še 10 različnih kupovati. Mislim... Ja, lej, mogoče, ali so pa v bistvu premalo vizionarska, pa v bistvu ne vidva 10 let naprej. Sej ne pravim, da ne bo, pa zdaj z manjšanjem števila delovne sile, pa skozi so problemi in tako naprej. Seveda to tudi malo poboljša. Ampak na koncu moraš še vedno nekdo kladivo v roke priti. Ja, ne, mislim, ja. Dokaj se ne bo paš sam postavil, a veš. No, vse to je, ne, v bistvu razen, ko bo enkrat to, ne vem, dejansko, da boš sprintal, pa da bo to tako, a veš, da bo nekaj normalnega. Mislim, da mi ne bova tega dočakala. No, lej, ne vem, najbrž ne, ampak... Mislim tako, ne zdaj, da izpade, kot da sem ful negativen. Ne, Še ne na poletno navdajo, no, v bistvu. Ja, poletno navdajo. Maj se hecava, maj pretirava, ampak tako, no, res,
tukaj gledamo skozi BIM modele, pa digitalne dvojčke, to je naslednja. To je najboljše. Naslednja na seznamu, pa ne vem kaj vse, pa priješ tja, v redu. Še vedno bojo grable, pa lopata. Mislim, ja, na koncu je v bistvu gradbeništvo pretvarjanje materijale z enega oblika v drugo. V bistvu, no, to pač... Vse v bistvu digitalizacija, pa na kak način pa kdo to dela. No? Ja. Ne. Ampak ja, samo vozečih tovornjakov še nekaj časa ne bomo videli. Jaz mislim, da ne. Pri nas na gradbišču ne. No. Ja, se mi zdi, da so premehne, ne? Premalo prostora, ki je v bistvu, tam rabaš v bistvu tako, da je to... To je drugače, imaš ti nek rudnik ali pa površinski kop v Ameriki, ko je to pol Slovenije. To v bistvu, mislim, ko se ne konča tisto. Pa ko se splača dejansko. Ja. Pa ko tudi bolj kot ne vsem, če se dva zabijeta tam, samo vozeča. Ja. Tu pa nas, da se dva zabijeta na štajerski avtocesti, bom vsaj jaz jezen, pa še ne vem koliko drugih. Ne. Kar hočem reči, pač ne, dajmo. Ja, ne, ampak je, no. Nekaj se pa dogaja, no. Pardon. Tako da ja, bomo videli. Robi, daj, ti si strokovnjak na področju digitalnih dvojčkov. No, to je druga tema, ne, so digitalni dvojčki. Jaz to še zmeraj ne razumem. Edini digitalni dvojček, ko bi jaz videl, da bi bil smiseln, bi bil recimo za jedrsko elektrarno. To bi bil. Poleg tega sem mogel enkrat zmeniti, kaj digitalni dvojček je. Mislim, dobro, to najbolj se ne bomo nikoli zmenili, ne? Ne, pa jaz sem videl eno ful dobro definicijo, ne tako dolgo nazaj, na eni konferenci. In je bilo tako, digitalni dvojček je tista digitalna reprezentacija fizičnega sredstva, asseta, sredstva, ki dobiva informacije iz realnega sredstva, realne stavbe ali pa karkoli, pol te podatke obdela in pol vpliva nazaj na realno stavbo. Se pravi, da je ta zanka povratna. Ne? Vse ostalo ni digitalni dvojček, je pa v bistvu predstavitev, replika, model, nekaj takega. Jaz bi to definicijo v bistvu mogoče sam omilil za to povratno zanko, ne? V bistvu, ampak, a veš... Zakaj? Mislim, recimo bi lahko to poimenoval, veš, nov buzzword lahko naredila. Da je to aktivni digitalni dvojček. Dinamični digitalni dvojček. Ali pa aktivni pa pasivni. Ja, no. Ok, v redu, se popravljam tam, ne bo všeč. Ker bi bilo, a veš, se mi zdi, da je pač, če je dvojček, potem pač more to avtomatsko za sabo potegne, da pač to, kar je v realnem postavljeno, da mora imeti pač neke senzorje, ki pač zajema dejansko stanje in to pol prenaša na ta digitalni dvojček. Zdaj, ali ta digitalni dvojček pol to obdela pa vpliva nazaj, je pa v bistvu zdaj že stvar po moje debate. No? Ampak vsaj tisto, kar imaš digitalno, mora biti realno stanje, realna slika tistega v naravi. Ne? Pa ne samo geometrijsko, ampak tudi v bistvu, ne vem, karkoli se že dogaja. No in meni se zdi smiselno take digitalne dvojčke pripravljati za neke kritično infrastrukturo, za neke take objekte, ne? Za vse ostalo. Ja, ne. Mislim, ta digitalni dvojček je toliko, ne vem, obrabljen. Ja, pa v bistvu noben točno ve, o čem govori. Mislim, ja, no, ne. Zdaj smo že na sredini. Ja. Čeprav to smo že kar obdelali. Kako digitalizacija spreminja poslovanje v gradbeni panogi? Ja, kako ga ne, no. Mislim, ampak pa je pa tako... Kjer ga si pa ti to vprašal, kakšnega lokalnega, ta LLM? Kjer ga sem vprašal? Če GPT vprašal. Quena. Ta ni bil najbolj... Meni je cool. No, ampak kar hočem povedati, ne? Jaz imam ves čas občutek, da se ukvarjamo z nečim, kar itak že vsi delajo. Ne? Po pa zanj en študent zagovarja magistrsko nalogo in tam, kako bo digitaliziral vse procese, pa to je največja firma v Sloveniji, in pove, da imajo vse po Excelih. Edina digitalizacija je Excel. Ne? In pa se vprašaš tako, ok, kaj za to
tukaj govorimo vse, pa imaš sisteme za, ne vem, da ti bodo identificirali tveganja, pa da ti bodo pomagali, ne vem, pri tem, pa onem, pa tretjem, pa usklajenost načrtov, pa ne vem kaj vse. Na koncu pa obračun v Excelih. Ja, to je tudi digitalizacija, bi se labi na papirju. Labi na papirju. Ne? Tako da, mislim, digitalizacija seveda spreminja, ne? Ampak ne spreminja tako, da boš ti nekaj digitaliziral, pa bo vse takoj boljš. Ne, v bistvu je včasih lahko tudi kaj slabše. Seveda. Zakaj pa to omenjam? Ne? Zato, ker če imaš ti nek način dela, moraš poiskati orodja, ki tvoj način dela podpirajo. Ne pa da kupijo neki, pa se pa prilagajajo tistemu orodju. Do neke mere če je boljša, pa če ima tvoj način dela slab. Ampak ta prvi sistem vodi v to, da pol digitaliziraš z Excelom. Ker pač ne spreminjaš nič svojih procesov, samo tisto, kar je bil prej na papirju, pa v enih, zdaj je Excel tam na mestu tega. Ne, to je bolj problem v tem, ko podjetja rastejo. V bistvu, ko podjetje, ko SP itak ima Excel, ker to računovodja to hoče. Pol je do 10, že imaš nekoga, ko se bo sam s tem ukvarjal, pa bo full Excelov pripravil. Pol podjetje znate, da je bo 50, pa gotoviš, da teh Excelov preveč. Ne, pa greš pa na Google Drive. Ok, Google Drive je že... Do 50 imaš že konkreten problem, če pa zrasteš nad 50, pa si še vedno na Excelih, pa si pa v velikih težavah. To je tako. In pa pač hočejo najti nekaj, da bi jim olajšali poslovanje, pa vidijo, da tu pa tam imajo ok, ampak to ni nič povezan med sabo. Nekaj pa SAP. Tiskaj se strela v glavo. In v bistvu zapreš firmo, pa greš ribe loviti. No, tako da... Bistvena je ta digitalna strategija, pa da se dejansko vprašaš, zakaj bi rad, pa kaj bi rad reševal, pa na kak način, pa kje imaš težave, pa tako naprej. Ne pa tako kar neki ad hoc. No in je tako, jaz vidim vse živo. So ene firme, ki imajo to ful dobro preštivano. Ja, v bistvu se mi zdi, da ima ta digitalno, ali pa ne vem, digitalna preobrazba, kakorkoli hočeš to ponovati, kakšno tako negativen prizvok, ki v bistvu se je to delalo v velikem večini primerov, po mojem, samo na to, ker je bila pač to modern. Ja, brez nekih merljivih ocen na koncu, ali smo mi zdaj s tem kaj pridobili, ali smo tle zgubili, pa tukaj pridobili. Se to dejansko ne moreš niti oceniti. Ja, neke kriterije si moraš izbrati, ker drugače dejansko pač pade tako, dajmo pač digitalizirati, to je očitno pač modern, dajmo to narediti. To je tudi tako, kot zdaj v bistvu. Ok, dajmo LLM-jo uporabiti, v bistvu super, ampak če ni nekih merljivih kriterijev, ki bo na koncu nekdo ocenil, zdaj je pa to toliko boljš, tle je slabš, tle je več dela, tukaj je zdaj manj dela, ampak to je tako, kot pri BIM-u v bistvu. In dajmo upeljati BIM. Ja, zakaj je zdaj, je to modern, pa v bistvu, pa bomo pa to vse imeli tukaj na kupu. Pa v bistvu ne znam načeloma najbrž tako, ne vem, če znajo zase povedati v bistvu, koliko so zdaj boljše pa slabše kot pred tistem. Pa dobro, to imaš ti, ko imaš te merljive učinke, pa imaš tudi nemerljive učinke. Včasih je dovolj že to, da zaposleni raje delajo. Mislim, ja, ampak to je tudi merljiv učinek. Kako? Vprašaš jih v lestvici, ne? Ja, mislim, jih pač vidiš. Mislim, merljiv učinek je, če ne drugega, koliko se ti jih prijavlja na športni dan. Evo. Če bojo radi med sabo delali, pa bojo zadovoljni, bojo tudi tja prišli. Če pa v bistvu so že v službi nezadovoljni, pojem pa ti lahko nudiš skok s padalom, pa bena prišel. Čakaj, zdaj hočeš reči, če sta dva skregana v službi, boš dal delati v BIM-u in pa ne bo tam več. Ja, pa bo en ne boš ugotovil, da je to brez veze, pa šel raj drugam. Ne, ampak ni to. A se spomniš Second Life-a? Ja, v bistvu so stara. To je pa že nekaj tak. Ne vem, če se kdo spomni Second Life, takrat je bilo, sestanki bojo v virtualnem okolju. Avatar tam pa, tako, vune sobe. Ta BIM je zelo podoben.
Ne, mislim, hočem to reči, no, da ja, jaz poznam ful, recimo birojev, projektivni, arhitekturni, karkoli, ko delajo samo v BIM-u, ampak najprej so se odločili zaradi tega, ker je bilo moderno, ali pa so pričakovali, da bodo pol s časoma bolj konkurenčni, ali kaj takega, na koncu so ugotovili, da jim je to boljš, pač med sabo boš znotraj biroja, z zunanjimi klienti, karkoli. In to je edina prava pot, ne moreš nobenega prisiliti, ne. Ne, to je itak, da ne moreš nobenega prisiliti, ampak v bistvu hvala Bogu, ne, da so na koncu spoznali, da je to boljš, ne. Vsaj za njih, no. No, vsaj za njih, ne, ampak v bistvu, veš, če pa ti je ena velika firma, pa ne boš biro ta, recimo, nima 100 zaposlenih, ne. Ne, jih je pa 20-30. Ampak pri 20-30 se vsi med sabo poznajo, ne. Okay. Pri 100 v bistvu zelo težko, preveč kot 100 pa v bistvu vidiš kakšnega pa vprašaš. Mislim. Koliko pa je takih v Sloveniji? Ja, ne vem, no, kakorkoli. Ampak hočem samo to reči, da takrat, ko se takšne stvari menjajo, je treba imeti nek konkreten merljiv cilj za to, da pač on mu, ki je mogoče malo nezadovoljen zdaj, zaradi tega, ker mora eno stvar delati drugače, kot je prej, pa bo absolutno nezadovoljen. Mu lahko vsaj rečeš, lej, ja, v bistvu to je pač nujno potrebno, zaradi tega, ker bo to pa to boljš. In je to pa to boljš. In ti pač enih drugih stvari ne boš delal, v bistvu boš pa zdaj to delal. Veš, kaj sem se spomnil zdaj? Ja. 23% dobiček. Ja. Ja, ampak to še zmer čaka on mail, ampak to je sploh ni za poletno oddajo. Ne, eno oddajo smo obljubili, pa se še nismo lotili, pa to ni poletna tema. Ne, to je takoj prvo jesenska. Prvo septembrska. Prav. No, v glavnem, veste, kako je najno mnenje, ne? Oziroma, mislim, da ga kar delimo. Ne, se ni problem v bistvu sploh s tem. Mene je sam, kot rečeno, ne vem, če sem na kjerkoli CBIN konferenciji dejansko neke take res konkretne številke videl, pa da nekdo, ki se je to šel v to tranzicijo v bistvu, da je to nekaj časa pol spremljal, ne vem, najbrž vsaj kakšnih 5 let, pa da bi na koncu povedal, lej, prej je bilo takole, zdaj je takole. Toliko napak imamo manj, kot smo jih imeli prej. Ne vem, neki. To se da vse zmeriti, no, mislim. No, to bi mene tudi zanimalo. Se mi zdi, to je tisto, ki lahko pol si naliješ čistega vina pa rečeš, lej, to je takole, kaj lahko pričakuješ. Pa da ne bo zdaj spet kako, da smo proti digitalizaciji, pa BIM-u, pa ne vem kaj vse. Ne, sem rad, da bi videla. Vse moderno, ne vidim, da sem moderna v bistvu. Pač. Ja, moderno poletno. Poletno moderno. Četrto, BIM in trajnostno gradbeništvo. Kako nam digitalna orodja pomagajo do bolj zelene prihodnosti? Mi gre za digitalne dvojčke. Ne? Tale buta SLM je to napisal digitalni dvojniki. Okay. Spravi, kaj s trajnostnim gradbeništvom? To je to prežvečena tema. Ja, ok, manj bo odpadkov, ko bodo podatki bolj usklajeni. To je to. Jaz sploh ne bi več zgubljal besed, pri čemer ni noben zmer, koliko so bolj usklajeni. Mislim, to je, no, to je tisto, kar govoriva. Tako da, ja, jem to, kar preskočil, razveze. No, pa ta zadnja, ki so ga tudi že neki obdelali, izobraževanje za digitalno gradbeništvo z vprašanjem, ali smo pripravljeni na novo generacijo strokovnjakov. Upam, da ne. Upam, da nismo pripravljeni na novo. Ne, nismo. Mislim, nove generacije strokovnjakov niso pripravljene. Tako bomo rekli. Tako, niso. Pa ne vem, če smo mi tukaj vse krivi, ker ne vem, pričakovanja so čisto drugačna. In jaz prvo, kar bi prepovedal prenosnike. Robi, ti pa si v bistvu tak retro. Res, prav, ne si svoj računalnik sestavil. Res. In tam se bo začel, zato ker je res to tako. In pol na koncu vedno študenti vprašajo, kaj bom jaz to rabil na gradbišče. Ja, ne, na roke boš delal, zato ker si ne znaš avtomatizirati procesov, ker nisi poslušal takrat, ko bi bilo treba. Ne? In vsak strokovnjak v tujini bo rekel, naučite se Pythona, zato ker ti bo ful olajšal. Ne, a se spomniš, kakšne naloge sem jaz delal na kolokvijih, no? Da so mogli podatke prepraviti iz enega formata v drugega, pa to skozi uporabljaš. Ja, to mislim, jaz sem bil letos, moram nekje glasno povedati, sem bil res
čist razočaran nad tem, kar so študenti izpit delali. Mislim, brezvezno vprašanje o XML-ju. Pač kako zapisati eno daljico v XML dokument. Lahko si izmišljaš pač nek svoj, karkoli. Pa nisem jaz to nalogo prvič dal. Pa itak ne. To se skozi reciklira. Ampak pa misliš, da se bojo to študenti iz generacije do generacije kaj naučili? Ne. Ampak dobesedno. Mislim, da je bilo 50 študentov na izpitu. Recimo, da jih je 5 to nalogo naredili. In to so tam prvih 10%. Ja. No, ampak zdaj tako preden bo kdo rekel, kaj bom jaz XML rabo na gradbišču. Če ne boste v te računi stavili, račun je v XML-ju. Mislim, pa ni važno. Vse ga naš na roko napisal, ne? Pa meni XML pošilja RTV vsak mesec, no? Račun dobiš v XML-ju, pa skozi te XML-je gledaš. Pa ne bom rekel, da smo rekli, da morajo znati, povej se jim, kaj je XML. Ja, mislim, pa ne sem XML, pa čist neka druga banalna stvar, ko pa vem, da dobite na gradbišču CSV. CSV, a se spomniš, enkrat sem dal na izpitu in CSV datoteko in sem mogel pripraviti grafe pa neki, spomniš, s Pythonom se je zapisal CSV, pa sem to mogel odpreti v Excelu, pa sem mogel vse neke grafe pa to narisati. Ne? In vse so narisali, pa shajali nazaj v CSV. Pa sam si kriv. Mislim, tisko ne razume, kaj CSV, to je tekstovna datoteka, tam noter nobene slike vide. Če vi v Excelu narišete graf, pa shranite v CSV, vas opozori, da boste zgubili podatke, pa so vse noter shranili. To je pa taka čisto življenjska naloga. No, to je tudi, ne vem, če 5% to prav takrat. Ja, vse to je tisto. A smo pripravljeni? Ne, nismo. Ne? Vse se jim pove. Mislim, hudo je pol, ko si kar predstavljam, ko pridejo študenti pač enemu delodajalcu, ali to za prakso, ali karkoli, Ja. in dobi kakšne take stvari za delati. Jaz upam, da se hitro naučijo. Ker vidijo, da to pač je vrag vzel šalo, in da pa mogli to početi. In da se pa zelo hitro nauči. Ker meni bi bilo dejansko osebno naroden, da študentov to nismo naučili. V bistvu sam več kot to, da jim 10krat poveš, pa 25krat pokažeš. Kaj izpit naredijo, kaj na koncu morajo to narediti, na kak način, jaz ne vem, ali se enkrat posrečijo. Na koncu pač, veš, na koncu je to eno izmed, ne vem, 5-10 vprašanj, pač ga naredi, da ga dobi nekaj več točk, tle ne, pa naredi, ne. Pa še to se opaža, da so zadovoljni z vsem, 6, kaj je čisto lepo. To je tako normalno. To je v redu. Na redu, ja. Meni sploh ne več ne pride izpitu gledati. Tisko pride izpit gledati, pride tisko ni na redu, če boš kako točko dobil. Da bi kdo prišel, ko je dobil 6, ne, nobeden. Ja, čeprav se mi zdi, da je tudi, ne vem, kako je alergija, ampak ko gledam pa ocene, recimo tudi tle na zagovoru, ki imajo diplome pa tako, mislim, to so lepo ocene imajo. Jaz ne vem, Mogoče pa mi dokompliciramo. Ja, očitno res. Pa to je pa svet zamorila poletno. Ne, nismo. Zdaj bi mogla povedati, kje pa res briljirajo. Na majskih igrah. Majske igre, to moramo julija. Ne, pa vse študenti so pač študenti, tako kot smo bili mi, najbrž ne, smo bili po svoje smotani. Oni so pa tudi. To pač ni nič novega. To je seveda poletno pesniško pretiravanje. V vsaki generaciji se najdejo študenti, ki so res da se tudi mi, da so predstavljali, recimo Maxa, Anjo, to so Luka, recimo, ko je bil, to so pač pozitivni primeri, ne? Ampak vidiš tiste negativne, mislim. Anja sigurno ve, kaj je C-disk. Max tudi ve, Luka, da ne govorimo, ne? Kar hočem reči, to ni treba posplošiti na vse, ampak tak povprečje pa je res... Ja, ni ga, povprečja ni več. Ok, Gauss je obrnil. Povprečje je več in je v bistvu sam tisti, ki znajo, pa pač vse ostali pa ne znajo. To je problem. Približno tako je, kar je malo žalostno. No in zato bi bilo treba, ne vem kaj.
računalnik sestavljati. Pa. Ja, ampak da ne boš mislil, ko sem jaz začel z vajami, sem imel, ne vem, kje pravim, da bi mislil, da ga zdaj ni več. In sem od doma prinesel router, računalnik in ne vem kaj vse in sem zahteval, da tam sestavljamo. Pa pazite to, a zna kdo postaviti mrežo doma? A kdo ve, kaj je IP? Ja, To je že to za IP tretjo moram stopnjo. vedeti, kaj je, to jih jaz učim. Ne? Ja, intellectual property. Ne, to je ta IP številka na računalniku. Ampak kar hočem reči, je, da to smo dejansko sestavljali. Pa tam, jaz se spomnim, da smo mrežo postavljali z routerjem. Če kdo dobi nov router, no, zna mrežo postaviti. Ja, ne. Razen tako, da vklopi, pa upa, da bo delal. Pa me že zdravo. Ja. Ne? Če pa ne dela, pa kaj narediš? Vklopiš, pa izklopiš. Ja. Izklopiš, pa vklopiš nazaj. Pa bom pač dodelal. Mislim, jaz vem, da sem ekstrem. No? Pri nas je tehnik od enega od operaterjev prišel, pa je Te vprašaj, kako ne naredi. Da, mene ni bilo doma, pa je dal tako ženi kable, pa rekel, bo mož preklopil, ko je videl, kako imajo. Mislim, jaz vem, da sem ekstrem, ampak navaden router bi pa mogel znati vsak preklopiti. No? Ne, v bistvu, jaz se strinjam s tabo. Mislim, Jaz bi bil že zadovoljen s tem, da vsaj prave izraze uporabljajo, ko se pogovarjamo o računalniku, o spominu, pa misel disk v bistvu. Ne? Ja, pa ne vejo, kaj je escape tip, kaj si opazil. Ne vejo, kaj je escape. Res. Jaz se spomnim, ko sem imel še vaje pretap, pa vem, da je bilo treba prekiniti program z escapeom, če pač se kaj zaciklo. Niso vejo, kaj je escape. Ctrl-C. Ne, vse to je to tisk, Ne, Ctrl-C, ja. Ne, prekineš, Ctrl-C, ja. To je tisk, ne vejo, v bistvu nisem koli uporabljal v bistvu nekaj takšnega, da bi prišli do, recimo, jedra računalnika, tako v smislu, da bi ne sam tiste lepe okončke uporabljal. En oklepaj bi bil, oglat oklepaj dobiti. Ja, dobro, itak je to, Višja znanost. So vsi tele oklepaje tam že na tipkovnici, so tam skriti tam. Tako da ja. Ja, tako je. Zdaj to je spajal, kot da sem če študente govorimo. Ne, to je poletna epizoda. Ne. Anekdote govorimo. Ja, tako ne. Pa ne, se pravi. Ampak ja, to pa se mi zdi letos pa je bilo res prvič, res tako ekstremno opaziti, da v bistvu navajajo teh res najbolj osnovnih stvari. Ja, mislim, da to teka jaz direktorje in... krivim vse te naprave. Mislim, če imaš ti ves čas računalnik in se ti vse skrije, vse te mape, pa prosto se ti skrije za nekimi linki, veš, documents. Ja, v redu documents, ampak kje to je? Veš, tam users, bla, bla, bla. Ja, no, ampak to Windowsi so še to pokvarili v bistvu. Vse Mac isto. Pa ni, no, Mac ima vsaj, a veš, mislim, to tako kot recimo računalniki, ki so pač profesorski tam v predavalnicah, pa tudi na ne boš kje drugje, ne, ki so CPD diski. Ne, delaj to, oziroma Documents je prestavljen v bistvu na D-disk. Ja, okay, ja. A veš, pa ne samo to, ne, ker imamo v bistvu, ker se vsak let pritožujem, pa sem se pritoževal že Andrej, dokler je bil še tukaj, pa sem spet pritoževal, ne, mi moramo imeti slovenske te stvari. Zato, da ja še bolj zmešan, ne, zato, ker ko ti gledaš skozi grafično uporabniški vmesnik, vidiš tam na mizje, ko greš pa ti v command line, je pa desktop. Ja. Tako kot, mislim, mora biti, no, ne da je na mizje tam piše, halo? Na Macu isto. Kako na Macu isto? Podobno. Ne. Pa da na Macu pa tako, da tudi nikoli ne veš, kaj imaš na iCloudu, pa na svojem računalniku, pa isto je. Da, to ni nujno isto, ampak je, lahko, da imam jaz čez Windows kaj zapovedati zmeraj. Ja, imaš. To. Jaz sem pa sam tih, pa isto mislim. To je grozen. Daj to posprobo, mislim, da kaj sponzoriraš. Ne, nisem več plačan. Čeprav pa Apple v bistvu, zdaj ne vem, koliko dolgo že podcaste imajo zdaj, 15 let me sedaj. Glej sem dobil en mail od Apple, koliko dolgo imajo že tele podcaste. Pa bi lahko kakšno, kole. Ja, lahko kakšen pade iz tovornjaka, ker bi če govorom. Sam dva morate, da ne bo sam. Ja. Tako da je, kaj va rekla? Ne na plaži razmišljati o tem.
Nekaj pa bo sigurno kdo mi prišel, pa rekel, ste vi v redu, gospod. Ja, ste v redu. A rabite pomoč? Defibrilator rabo, da me vrne nazaj v življenje. Ne, ampak mogoče pa tako malo kratek razmislek čez poletje. Dajmo iti nazaj k osnovam. Ne, v bistvu... Pa BIM nisem Dalux. Ne, to itak ne, ampak bi bilo pa zanimivo, no? Tudi recimo tistih, ki so že, ki že delajo, mogoče slišati, no, v bistvu, a je bilo to nekaj, kar so se morali naučiti, a je to, kar opaže, da je dejansko študentom manjka, ko pridejo tja. To pa zmer dobro v bistvu. To je pa poziv direktorjem. Ma ne direktorjem, pač vsem tistim, ki so že nekaj časa aktivno delajo, v bistvu, da vidijo, a se te stvari dejansko to spreminjajo, ker pač tukaj na faksu imamo tako občutek, ampak lahko pač jaz jih vidim v prvem letniku do magisterija je kar delač, ne? V bistvu se lahko do takrat že kaj nauči, ne? Mogoče pač ve, kaj je CPD že do takrat, ne? V prvem letniku še ne ve, ne? To pa je pa en cilj za naj, da najdemo enega, ki čist na koncu študija, pa vprašamo, kaj je CPD. Robi, dej kakšnega, kaj imaš. Ja, ne, to, jutr na zagovoru diplome. Ja, to ti je. Ga bom vprašal v bistvu. No, imamo posebnega poročevalca iz zagovora o diplomi in bo povedal, bo poročal pa, če je vedel. Ga bom vprašal. Jaz sem pa naslednji teden, mogoče mesto to vprašal. To bi bilo dobro, ja. Ja. Se pravi, če ne ve, kaj C-disk ne more narediti. Ja, lej. Sem pa moraš to objaviti pred naslednjim tednom, da bo samo moj kandidat naredil. Ja, nič. Kaj bo rekla? Robi, kam greš čez poletje, kaj raj povej? Ja, ne grem več. Jaz sem že bil. Čak, resno? Barvo. Ja. Kako si bil? A to tiste 3 dni, ko si bil tam? Ja, pa druga. Nismo pridni, pa delam. Cel poletje boš delal. A se sicer pa toliko po konferencah hodaš? Nič, letos nič. Letos je bolj slabo. Ja, grem pa na konferenco v Porto. Lahko bom kaj o tem povedala. Ena taka konferenca EC3. Ok. Kdaj pa je to? September? Ne, čez 14 dni. No, pa si rekel, da ne greš na dopust. To je služba, to ni dopust. To je služba. Pa samo za 5 dni, kako dopuste 5 dni. Ja, lej. Koliko konferenca en dan? Popoldan? Konferenca 5 dni, mi smo resni. Tako da bom lahko povedal, če se tam kaj druga dogaja. Sicer sem že neki program gledal, pa ne bo šlo brez LLM. LLM, gor, dol, levo, desno, chat, GPT, sem tja. Bomo videli. Tako da ja, mogoče bo to prvo oddaja. Ampak to je prav dejansko fascinantno. Se ne spomnim, da je bilo toliko poudarka na eni take zadevi. Ja, bilo, spomnim se blockchaina. Blockchain je bil dejansko to. Še prej pa BIM, skozi je bil BIM, vse je bilo BIM. Če ni imel članek BIM-u na slovo, sploh ni bil sprejet. Ja, ampak dobro, na takih bolj pod narekovaj BIM konferencah. Da rečem, v njih recimo o topinga konferencah, ki sem jaz hodil, v bistvu en članek. No, ampak zdaj gradna informatika je LLM, pa mislim, ne? Prej pa druge, ne vem, blockchain je bil skozi, pa so bili smart contract. Vsako leto, vsake 2 leti se ti buzzwordi zamenjajo. Kdo govoriš o pametnih pogodbah? Noben, ki niso uporabni. Mislim, da so, ampak v zelo specifičnih primerih. Tako da, no, lej, naslednja je lahko polovica 3. Super. Boste zvedeli, kakvi so novi trendi. Pričakujte LLM. Robi, a bo šel na kaj une, ta velika valava pogledati? Bom poročal. Sam zdaj jih ne bo, no. Zdaj nisem. Jaz samo upam, da ne bo prevroče. Kar upaj. Ja, pa da bo imel vodo, ker ima vsako leto težave. Portugalska. Zdaj je bilo 47 stopinj. Ne bom šel. Dobro, do takrat so mogoče malo sledili, ampak sem da je bilo 47. Gledal. Mislim, ne, slišal sem, no, v bistvu, ko so poročali po teh. No. Španija 46. In na tej noti, če me ne bo nazaj. Robi je zmanjkal, pobral ga je. Me je pobral, pri 47. Pošral pa so voditla nove. Anja bom vzel. Odpoved, daj. Neč, kaj? Se vidimo, ko se vidimo. Ja, po EC3, ne? Ja, kdaj imaš pa ti dopust? Kam greš? Potapljati se? Ne.
Naslednji teden gremo za par dni v Pariz. Da so Eiffel stolp zaprli zaradi vročine. Se prav. No, do takrat, ko smo mi naslednji teden, je v bistvu nekaj ohladitev, bo 20 stopinj. Pa se je že kupil karte, če ne bo tega odpršel. Ne, kupaj smo sam do drugega štuka poštenj. Ja. Ne da se nekaj gore. Eni so bili na vrhu. Ja, nimamo mi take plače, kaj imate vi na KOG. In to celo, ko so bile še olimpijske igre. A, res? Ne, jaz sem bil tam, ko so bile še paraolimpijske, sem še zadnji dni ujel. Ja, glih včeraj smo te karte nekaj kupovali, je karte gor za na vrh. Ne vem. V bistvu za vse tri je bilo 300 evrov, nekaj tasga. Ja, sem to ko ste ful pozno kupil. Jaz sem jo kupil precej prej, pa sem imel 65 evrov. Za enega. Za sebe, pa sem šel do vrha. Ja, ok. Ja, no vse 65, ja, dobro. Ti si je bilo 300 evrov, ja. Mislim, Ja, čisto znorelno. Sam v se bistvu. splača, no, pa Louvre se tudi splača. Ja, to imamo. Karte. To se ful splača, drugo pa, mislim, je ful stvari. Takrat je bil še Pariz ful lep, ker je bil počiščen zaradi olimpijskih. Boj, da drugače ni tak. Upam, da se to imelo polno. Ne, ne. Bomo poročali. No, poročamo. Sam ni bene konference tam. Jaz sem poročal o konferencah, on pa o počitnicah. Tako. Tako Je da nič? Se vidimo. Se vidimo. Srečno pot. Tudi tebi v Porto. Prav. Kot pa letiš? Trsta? Benetk? Treviso. Televizija. Ok, No, se vidimo. se vidimo. Adijo.